Nana Njeger, želimo dobro jutro. Dobro jutro. In kot smo rekli, martinovanje v Mariboru dobiva ene izjemne dimenzije. In to ni samo martinovanje na Koroški, pa potem afterparty v Vinagovi kleti, pa na Grajskem trgu, pa na trgu Leona Štuklja v torek, pa martinovanje v Limbužu, pa Malečniku in Kamnici. Ne, to je zgodba. In ko govorimo o zgodbah v Mariboru, je samo en kompetenten sogovornik, ki pade. Avtoriteta. Pravzaprav. In kot je sam rekel, svoj čas bil znan kot oni butl, ki hodi s klobukom po mestu, zdaj pa je postal ena od znamenitosti. Jure Goleš, dobro jutro. Dobro jutro, tako lepe napovedi še pa nisem. Si videl? Ker malo solzica. No, lepo. Vse si zaslužiš, ker ne nazadnje, veš, si vztrajal v eni zgodbi in zdaj je to jasno in si dejstvo. In počasi postajaš ena znamenitosti našega mesta. Ko rečemo Maribor in martinovanje, na začetku moramo povedati, v sklopu martinovanja je brezplačno vodenje mariborske vinske zgodbe v ponedeljek, ki pa je žal polno. Kaj češ? Se zgodi, bomo še kakega razpisali. No, super. Ampak Maribor in te vinske zgodbe, tega pa je, ne? Tega pa je, zavisno kako daleč nazaj gremo, je pa tega. Nekaj najzanimivejšega, oziroma povej, malo nas poduči, malo nam povej, da bomo tudi sami bolje razumeli, zakaj tak radi martinujemo v našem mestu. Zakaj radi martinujemo? Pač prvo veliko martinovanje v Mariboru je bilo 1985. Ja. Samo praznovanje gre pa ful nazaj. Vse skupaj v bistvu gre v predkrščansko dobo. Zdaj sem rekel, morate jim povedati, kako daleč nazaj gremo. Začnimo s tem, kako se je začelo. Sploh Martinovo je potrebno datum pogledati. Tu pride na 11. november nekje. Ja. In to je bilo pred krščanskim, pred svetim Martinom. Je to bil tisti dan v letu, ko so kmeti, govorimo zdaj o zgodnjem srednjem veku. Okay. Ko si ti imel pač kmeta, kmete pod nekim gradekom, dvorcem, kjer so bili deželna gospoda. To smo bili mi. In tu okoli je bila letina pospravljena, tu okoli se je pripravljalo na zimo, se je sušilo meso, sušila so se drva, sušilo se sadje, doskrat so bile koline na isti dan. Zdaj pa kaj je bila pa še druga zgodba, en drugi moment zraven, to je bil pa tuj dan, ker so kmeti dobili letne plače. Zdaj pa, kaj narediš s prvo letno plačo? Dober še deljo postiš gostilni, ne? Tak je, gostilni še ni bilo toliko, še vse ne na vasi, so si pač fešto naredili. In to sem rekel, ene z prvih stvari, kar se že takrat delalo, kar vemo, jedla se je gos, pilo se je mlado vino. Zakaj? Zato, ker je takrat pač bilo vino. Nijaš tu neke druge zgodbe, gos se je pa jedla, ker to v poganskem svetu nismo verjeli ni bilo krščanstva, še vsega tega, bilo je verovanje v naravne sile. In to je bila v bistvu zahvalni obred, najbližje naše temu je Thanksgiving v Ameriki, poznamo. Oni tudi jejo pač purana. Ja. Mi smo pač jedli gos ali pa raco, zato ker tudi, ko si jo zaklal, ti si pol toto maščobo šparo, si kremi, si mazal rokice čez zimo, uporabljal in to je bilo prvo. Pol je prišel krščanski svet. A mi samo prekinite, če grem predalje. Skušam prehitro. Se bomo prišli še. Pol je prišel krščanski svet, kjer se je datum je sicer ostal, dodali so pa moralne zgodbe na prijemo pa do zgodb, jaz ne govorim zgodovine, jaz govorim zgodbe. Kar je najzanimivejše. Rabi 37,000 dejstev, kdo je napisal, kak je napisal, s katero roko in tako dalje zgodbe, so pa proste interpretacije, so bolj zabavne. No, sveti Martin, gremo na hitro, crash course svetega Martina, on je bil rojen v hiši dvema rimskemu častniku in ženi, pri 15 je bil poklican v rimsko vojsko, ker je bil sin v konjenico, če smo čisto natančni, ampak zelo hitro je njega ful prevzelo baje krščanstvo. Pol je pa šel v vojsko, kjer je jezdil skozi eno mesto v Franciji, RTM, smenda, ni zdaj bitno, kjer je videl berača prezeblega, je vrezal pol svojega plašča in mu ga je dal. No in pol bi se mu naslednjo noč, ker Jezus odet v ta plašč pokazal v sanjah in ga predstavil ostalim svetnikom, da to je Martin, ki mi je dal ta plašč. In on je v tistem rekel, to je to, jaz sem se našel, jaz ne bom več vojak imperija, ampak vojak Kristusa. In kar se je zgodilo, človek je šel k svetemu Hilariju v spet Franciji se učiti in je postal v bistvu ful zagovornik mirnega krščanstva. Torej, on ni divje pokristjanjeval, on je z ljubeznijo in z dobrotami, kakorkoli. Zdaj pa, kaj je pa point? Ok, Martin v redu, postane pa prvi škof in to prijemo, zakaj mi jemo gosko baje, ne? So ga izdale gosi, ne? Zakaj so ga izdale? Kaj meni je ful zanimivo, Martin je en izmed redkih svetnikov, ki ni bil mučenik. Ponavadi je nekdo mogel ful grozno umreti, da je postal svetnik. No, on je bil zato, ker je bil tak dober.
In fora je bila, njega so hoteli za škofa Tursa, okronat v bistvu, no, imenovati v škofa, ampak on je rekel, on se ni čutil vrednega, zato ker je živel asketsko. Kaj to pomeni? Po domače zdaj je bilo ful popularno, par let nazaj minimalistično življenje. That's it, to je on delal. Spal je na tleh, postil se je ful dosti in tak dalje. In pol se je hotel, ko so ga rekli, da bo škof, se je skril v gosjak in gosi so ga izdale. Pol imaš več interpretacij. Eno je, da je pač bil toliko jezen, da ga je zato jemo, drugo je, ker pač eni pravijo, ne vem, na češkem pravijo, da to, da so ga gosi izdale, pomeni, da ne moreš zbežati v sodi, ne? Tako da, to je bilo to, Sveti Martin, in on je umrl 8. novembra, ampak je bil pokopan 11. novembra. In zato 11. november. Kje pa Maribor pride v zgodbo, oziroma naše martinovanje, zakaj je to tako pomembno tu, če vzamemo vse stereotipe v stran? Stereotipe v stran. Martinovanje je bilo, pa tudi če zdaj do neke mere, en izmed redkih, ni sicer praznik, ampak je praznik, ki ga praznujemo doma, praznujemo ga na trgu, praznujemo ga na vaseh, praznujemo ga v mestih. Večina do 85, seveda se je praznovalo bolj kot ne na vaseh, ker to je bil v delu kmečkega koledarja. Pri nas je postalo toliko bolj pomembno, zdaj če gremo zgodnje krščansko obdobje, tu so pač dali Martina, pol prijemo v pozni srednji vek, ker je Maribor začel pač eksplodirati. In zakaj je to tako pomembno? Maribor ima vinograd v rojstni listini. Ja. 1164 Otokarju in Kunigundi se podeljuje uprava nad mestom in med drugim se podeljuje tudi posesti v Melju, ki ugante, s čem so se ukvarjale? Z vinogradništvom, ne? Ja. Svile še ni bilo. Svile še ni bilo, pa MTT-a vsega tega, ne? In kaj je meni ful genialno, če gremo v to obdobje, tu so se pol 11. stoletje, prva cerkev Svetega Martina, recimo v Kamnici. Zakaj Maribor je pač rastel z vinom gor? Vino je bilo, teklo nam je, ne samo zaradi promilov, po venah, ampak ker je bilo del mesta, ker je bila velika industrija. Ful, to smo delali, meni je najbolj zabavno dejstvo, 1353 je imel Maribor v bistvu sedež kletarskega mojstra, deželnega vladarja. Po domače, mi smo imeli sedež ministra za vino, našega deželnega vladarja tu, ne. No. Tako da vino ima tudi en ekonomski vidik, pol prijemo pa do 18. 19. stoletja, tu se je pa dejansko začelo mestno proslavljanje Martina. Kaj? Modernizira se produkcija vina. Kaj to pomeni pred tem, kak je izgledal? Ti si pil rdeče ali pa belo vino? Ja. Če si bil Dolenc, si pil pač mešano varianto, ampak vemo, kam je to... S tem mi peremo sode, tukaj mi peremo sode. In pol se je začelo razlikovati, ker to je bil tudi en drugi moment, prvi, ki se je vino, se je moglo tudi probati, zato ker je bil tudi ekonomski vidik, da so videli, kak je kvaliteta letine, cene lahko nastavijo, pa da so lahko cenili kvaliteto. In takrat se je pol to začelo z našim krstom vina, recimo, ne, da se oblečemo v neko cerkveni lik z ministranti in to pol gospodar krsti vino, ker je pač ful dober moment, mož gre noter moten, pol podpreš pipico in ker ga on blagoslovi, prije čisto vino. Čisto vino ven, ne. Tako da, in to je bila tudi ekonomski moment, tradicija, pol pa je bilo pač, vala, če rajmo izgovor, da si naredimo fešto s familijo, pa vala se ga bomo. No, tu smo pa zelo dobri. Ok, malo pauze, pa nadaljujemo s temi krasnimi mariborskimi vinskimi zgodbami, kajti zdaj samo še slaba ura 3/4, pa se začne martinovanje. Jure Goleš je v tem studiu. Minut čez 8, mariborske vinske zgodbe in naš najbolj markanten vodnik po mestu, Jure Goleš. Ja, res je. Dobro jutro še enkrat, Jure. Pa še enkrat dobro jutro. Okay, zdaj smo šli skozi to zgodovino, pa Martin sem in tja in kako se je začelo. Ali obstaja informacije, mi radi verjamemo, da najbolj intenzivno praznujemo martinovanje na svetu, v Sloveniji, tako ali pa v tem delu. Ali drži to? Bil sem prepričan v to do včeraj, do nekje 10:30 zvečer, Okay. ker sem pač malo iskal, kje se dogaja. Samo eni, po mojem mnenju, mislim, imajo večje praznovanje in to v Karibih, na Karibih. Otok St. Martin. Ja, no, logično. Za njih je St. Martin je praznik otoka in imajo ful velike procesije z paradami, z vsem. Je pa res, da se pa praznuje dejansko Martinovo skorda po večini Evrope v takšnem ali drugačnem stilu, ker je pač prišlo z germanskim in frankovskim svetom. Kult Svetega Martina je bil zelo močen in so ostala praznovanja. Je pa res, da v takih razsežnostih in za toliko običaji pa načeloma nimamo konkurence v Evropi. Na tak način pač več ljudi recimo pride na nemške pohode za teren, vala zato, ker je kolikrat več je Nemcev kot Slovencev. No ja, seveda. Pri nas pa v teh razsežnostih, ja, Maribor ne samo, da ima največje martinovanje, ima tudi prvo martinovanje za 400 obletnica, pa vi imate, mislim, vi radici imate tudi obletnico, ker
od ne 85, 86 je pa tudi prva radijska pokritost Martinova. Celo. Imate pa 9, tiste bi Radio Maribor sicer, ampak 59 let. Tako da praznuje se pa v bistvu po celem svetu. Ne. Pri nas se je pol najbolj začelo, kar meni je ful zabavno, vse tradicije, ki so prišle. Ena izmed mojih meni najbolj zabavnih je prišla v 20. stoletju do 15, ker jaz pravim, tu razdelimo do 85. 85 je prvo veliko praznovanje. Tako. Ti domači teatri, začeli so meščanske mize, na kmetih malo bolj revno, tu malo bolj pogosto. Tu se prvič mlinci recimo omenijo, ne? Ker pač zakaj ne bi, mlinci pa drugače baje izhajajo iz Zagorja, kjer so tudi iz 16. 17. stoletja, tam so prvi zapisi o Puranu in mlincih. Okay. In zdaj, če prijemo tu 1985 danes, kar je Mariborčani absolutno, imamo največjega v Sloveniji. Ne samo Martinovanje. In je kar zanimivo, je pa res, da prvič, kako se je to hitro prijelo, to je meni fascinantno. 85. 11. je bilo to prvo praznovanje, tak varianta, da so na prostem naredili in so naredili na Trgu Svobode, par štandov so postavili, nekaj malo hrane, večinoma kostanji, ker je bilo to tradicija, pa nekaj malo pijače so dali, ampak to je bilo bolj kot ne to. Samo to se je tako hudo, ker to je organiziral, se ne spomnim. Dobro, se ni bistveno. Vinak, v bistvu zato, Vinak je bil to prvi organizator, pa Zveza zadrug. No, ampak ker je bilo tako cool jim, so rekli pol 16. 11. gremo pa narediti prvo fešto. In 16. 11. takratni restauraciji center, da tam oni parking hiša proti Unionske, ne, bivši center, tam se je organiziralo prvo, kjer se je tudi en igralec preoblekel v škofa in blagoslovil vino s temi procesijami. Pa so videli, pa tu pa je nekaj na tem, ne? In pol se je 86 smo pol eksplodirali. Pol pa se je začelo in pol imamo par takih štorij. Meni je ena izmed najbolj zabavnih, ko smo hoteli biti ful ekološki, pa vse in smo prvič uvedli povratne ekokozarce na Martinovem. Smo jih 20,000 naročili, ne? 7,000 jih je šlo kot spominki zraven, tako da en del Martinovega šel po celi Sloveniji. Upam, jaz želim si, da po celem svetu tudi s temi plastičnimi kozarci. To pol imamo tisti moment, ko je bilo 2018, ko je imel takratni župan težave s tem, da je eden izmed nastopajočih prejel ne vrtnico budalo, prejel je sončnico. Sončnico je prejel in to je bilo, da to se je očitala politizacija našega največjega dogodka, Krčempa. Ker če Mariborčani lahko za nekaj pojamramo, prisežem, da bomo. Ja, to potem smo znani, ja. Gre, ne? Tako da ja, tu je bilo Martinovo in zdaj je pač vsako leto večje. Vsako leto in dlje traja. Dlje traja, vala bo trajalo, če je zdaj 40 obletnica, plus kar je meni ful všeč, širi se. Ni zdaj samo center, gremo tu ven, ker vse Maribor center, meni osebno je ful lep, ampak mi je pa všeč, da začenjamo tu preko Drave gledati, malo na okoliške griče. Drugo leto na Tezno lahko tudi, ne? Na Tezno, tam je praznik Bakra bo na Tezno, ko ga bomo slavili. Ne, ampak ja, seveda, zakaj pa ne, ampak važno je, da je to en dogodek, ki dobiva tudi mednarodno, se pravi Martinovanje v Mariboru, mednarodno veljavo in da, mislim, v 40 letih več kot milijon obiskovalcev in to bo zdaj samo šlo še, ne? Ja, definitivno. Maribor je, kakorkoli obrnemo, jaz vidim, ko pač delam s turisti, da je vsako leto tudi več zanimanja, recimo, kar je zdaj malo lokal patriotizma. Zdaj ravno letos se pogovarjam z enimi Švedi, ki so rekli, dajmo po Slovenijo, bi mi prišli, samo nočemo iti v Ljubljano, ker je preveč turistov, preveč vsega in so prav iskali in hočejo priti Maribor, recimo. Tako da imamo en moment, se nekaj dogaja, zdaj pa samo na hitro, ne, da malo Ano tu potolažim, brez Tezna ne je bilo Maribora. Ja, to je dejstvo. No, tudi prvo letališče je bilo na Tezno, recimo. Slutim, da ima kar enih vsaj 5 zgodb na lagerju, veš, o Teznu. Na Tezno, vsaj 3 ziher, to moramo bolj. Ko imel Tezno svoj praznik, bomo boš takrat od Tezno. Ampak zdaj gled ti, kot smo rekli, eden od najbolj markantnih vodnikov po Mariboru, kaj pa je tebi najljubše, oziroma kjer ti je vedno na tvoji turi, to je pa tvoj punkt, oziroma kje se ti najbolj počutiš? Kje je to? Najbolj počutim, sem rekel, moje vodenje, treba se zavedati, to ni skripta, to je, zdaj ne da se preveč hočem to, ampak to je že malo stand-upa zraven, ker pač humor pali in se videl, takrat, ki je meni najljubše, ker pač meni sta 2 točki, meni sta Astorija pa Gosposka ulica sta mi the best. V folku začneš razlagati, kako je Gosposka ulica v srednjem veku izgledala, da je po sredini tekel kanal vsega in vsega, pa okej, pa samo postaviš vprašanje, pa veš, kdo rihta stvari doma, mama alata, bojmo iskreni, ne mama.
Zdaj pa, ne, mama je tu mogla v trgovino, vse po gospodski, se pa kako so bile ženske oblečene v poznem srednjem. Ja, dolge krinoline. Dolge krinoline, pa so hvala dvignile, da so stopile čez ono lužico, ja, boh ne daj, ne? Ja, ker gležno nisi smela pokazati, ne? Tako, in to je recimo pol, ali pa recimo, kar je bilo meni, vedno sem si dal izziv, lahko mularijo navdušen. Ker spomnite se, verjetno, ko si šel v srednji šoli ali pa sploh ne govori. Zgodovine razlaga, pa ti samo čakaš, da reče, ok, zdaj imate pa pol ure fraj, ne, da lahko sendviči vun, polike, vsega ostalega, ne. Ampak njih pa vedno dobim, je full fajn prvo. Ezlejko ste že čuli, ne. Jaz sem ga pač jaz sem ga malo rebrandal, ne, kumulariral, zdaj pač Ezlejk je bil Tinder Maribora. Ja, je bil, ja. Pač od 19 so se punce same swipale, nisi rabo sam, ker so vse hodile po sredinski poti od prve gimnazije. Tako da je bilo po eni strani olajšano tudi brez tehnologije in to recimo, meni je to, ko lahko, pač Maribor je res the best mesto. Mislim, te štorije, ki jih imamo, to, kaj se je tu dogajalo, mater metropola, itak smoče, ne po prebivalcih, pa po karakteru, pa lahko reče, kdo kaj hoče, ne. In če delček tega lahko ekipi, ki pride, pričaram, če so dovzetni, če jim je zanimivo, pač to je the best. To je tak napolni z energijo, to ne more reči, mislim, čim več, tem boljše. Moraš imeti rad to mesto, da lahko tako o njem govoriš, to pa je prvi pogoj in vidiš, kako se takoj najdemo. Tako smo se, takoj se začutiš. Mene zanima, kje se lahko mogoče prijavimo. Točno to, ja, če bi radi. Prijavite se lahko na večjih kanalih, Instagram, Facebook, Martur Maribor, martur.si, sicer spletna stran je zdaj v predelavi. Zaenkrat je stara še vedno aktivna. Martur, torej. M-A-R-T-O-R. Ja. Če že če tura, te pa če ne. Ja. Tako da ta zadeva se lahko z veseljem prijavite za kako zadevo, tudi če spremljate malo socialna omrežja, zdaj po odzivu res pozitivnem, hvala vsem Mariborčanom in tudi izven za prijavo na te brezplačne sprehode, smo se tudi malo pogovarjali, pa rekli, gledajte, bomo to naredili, bomo probali, cilj je, če nam bo uspelo vsaj enkrat na mesec, če ne enkrat na 2 meseca razpisati termin, čisto tako, proste prijave, kdo prvi pride, prvi melje, tako da tu spremljati pa bo sigurno se kaj našlo, no? Jure, hvala ti za tvoj čas, hvala za vse zanimive zgodbe, veselo martinovanje želimo tudi tebi. Hvala enako. In se veš, pa zdaj gremo širše od samo fuzbala Maribor. Šampion! Točno to.